Dober dan. Živijo. Ač ga je danes najbolj živčen človek na svetu. Ne. Merilci javnega mnenja. Aha. Ljudje, ki se ukvarjajo z anketami, z ugotavljanjem, kaj se bo pripetilo 3. junija med 7. in 19. uro. Mi da so tudi na tem, da to je zadnja do srede pred razglasitvijo katastrofe. Kakšne katastrofe? Jaz imam vtis, da bodo letošnje volitve, da bo izid letošnjih volitev zelo kaotičen. Kaotičen zna biti, namreč zakaj? Zakaj sem merilce javnega mnenja omenjal? Zaradi tega, ker ugotavljajo, da je volilno telo nekje vmes med tekočim in plinastim stanjem. Če smo imeli v 90. letih opravka z volilnim telesom, ki je bilo precej kristalizirano, si vedel, a si socialdemokrat, a si krščanski demokrat, a si zelen, a si morda prenovitelj, ali si liberalc. Tako, te opcije so bile, ali pa nacionalist recimo, te opcije so bile takrat tako relativno enostavno predstavljene, razumljive, si sam zase približno vedel, kam sodiš. Zdaj je pa zlasti levo od centra ali pa od centra proti levici, zadeva precej bolj tekoča, plinasta, te politične identitete ljudi so plitve, nimajo kakšne posebne globine, in zaradi tega, ko analitiki kličajo tako imenovane respondente, imajo težavo zaradi tega, ker je prvič znaten del volilnega telesa še vedno neodločen in drugič tudi med tistimi, ki vedo, koga bi danes volili, je še vedno pomemben delež ljudi, ki pravijo, da morda se bodo pa do nedelje premislili. Zakaj se je pa to zgodilo? Zakaj je prišlo do te utekočinjenosti ali pa volatilnosti volilnega telesa? Ker je utekočinjenost naravno stanje v tem trenutku oziroma dezorientacija postala orientacija. Zygmunt Bauman je pisal o tekoči moderni, pa se mi zdi, da je ta utekočinjenost identitet, vključno s političnimi identitetami, pravzaprav del te zrahljane moderne, ko težko rečeš, kaj je zgori, kaj je spodi, kaj je levo, kaj je desno. Jaz praviloma nisem gledal Soočen, sem si pa ogledal na Pop TV Soočenje, zadnjič in mi je pa spreletel srh. Bil sem gospodarstvenike so dali. Jaz sem bil uročen, nisem mogel verjeti, da res in potem, ko sem se zanimal pa majhen pregledoval, je bilo to postalo naravno stanje teh volitev in stanje duha debate, javne debate v Sloveniji. In to je naredilo fluidnost oziroma vplinjeno stanje, ker mi leta in leta zdaj že sploh nimamo normalne debate, in so v bistvu prevladujoč javni prostor zasedli vizualni mediji so pa poneumili ljudi dobesedno. In se pravi, jaz sem strmel, sploh nisem mogel verjeti svojim očem, ko sem videl, da je ena bolj reprezentativnih vplivljevalcev na javno mnenje pravzaprav postavila nasprot politikov nekaj gospodarstvenikov za sebe uspešnih oziroma sploh uspešnih, to ni noben problem, in jih postavila za referenčno točko vsega, kar je v Sloveniji, na svetu in v stanju duha. Jaz sem strmel. In imaš na eni strani v bistvu to pop kulturno nažiganje realnosti, ki to ni, oziroma ustvarja neke nove realnosti, v kateri je ekonomizem postal pogovorna govorica, na drugi strani pa sterilno javno televizijo, ki se je popolnoma podredila dominantnim političnim in strankam moči, ubila vsakršno debato in svojo korektnost razdelila na dva pola. Se pravi, to, da se ljudje danes ne morejo v ničemer več, bralna kultura je padla pa na najnižji nivo, odkar časopisi obstajajo. Se pravi, to, da se ljudje nimajo o čemer odločati, je problem mnogo širše narave kot samo neke kampanje v tem konkretnem primeru. In tisto, kar je, in zdaj vsi stavijo na proti janšavstvo, pa Janša ne sme zmagati, pa ne vem kaj. Zakaj je Janša storil?
Samo miren je bil, pa smehljal se je, pa nastavil je tisto volilno skrinjo in so mu glasovi noter leteli. Že na samem soočenju mu drugega ni bilo treba, kot se hehetati, smehljati in biti miren. Ne? Če bi samo majhen pokazal svoje stare ali pa svojega pravega obraza, bi že zamočil. Ne? Torej, tam, kjer me je res podnesel, no, je to, ko je Mesec pravzaprav kot edini, ne, Luka Mesec kot edini poskušal pokazati na napačnost te sheme, da bi tam pravzaprav morali biti reprezentanti celotne slovenske družbene scene, od policistov do delavcev, do, ne vem, zdravnikov, čistil, karkoli, že skratka pokrije kulturnikov, šolnikov, znanstvenikov, da bi pokrili celoten spektr ali pa bož, da nikogar ne bi bilo, ne. In so v bistvu debato v izhodišču orientirali na problem gospoda Pečečnika. Ne? In to je zdaj problem slovenske demokracije in njegov problem. Zato, ker ima opravka z vsem spoštovanjem, ne, za štadionom, ki sosedje nočejo imeti hrupa. Ne? In zato v bistvu postopke zavlačujejo. Ja, problem tam dejansko obstaja, vprašanje, a je ta problem prvič reprezentativen. Ne? Je utemeljen, verjamem, da je utemeljen, reprezentativen pa zanesljivo ni. Ne? Ja, je eden od, ne vem, tisočih. 10, 100 milijontih. Ja. Vsak sosedski spor v vas je enakorodne narave, je enakorodne, ne? Je istovrsten, ne? Zato, ker nekdo nagaja, ker noče imeti hrupa pred nosom, ne? Tako enostavno je to drugače, ne? Ja, mislim, nočeš, da sosed zida, ja. Ali pa noče, da se tam dogaja hrup, ker ti zvečer hočeš spati, ne? Logična stvar, ne? In potem iz tega izpeljajo dve normi. Prva je to, da je ta shema edina veljavna, vse druge ne obstajajo, ne? Ker vsi drugi so jemalci iz vreče, tisti, ki so pa dajalci, se jim pa krivica godi. Mislim, jaz sem mislil, da mi bo pamet zastala, ko je Tonin siknil v Mesca, ne? In je rekel, če ti ljudje ne bodo uspešni, kot so uspešni, midva ne bova dobil v parlamentu plače. Mislim, jaz nisem mogel verjeti, da to slišim. Ne? Se pravi, da poslanec državnega zbora svoje delo tako nič ne ceni, da se postavi za najeto delovno silo enega gospodarstvenika. Zdaj, če bi gledal, koliko v GDP-ju zaseda ta segment ljudi, ki so bili tam z vsem spoštovanjem, bi videli, da gre za minorne številke. Sem prepričan, ne? Minorne številke v smislu celotne državne ekonomije. Ne? Prvič. In drugo, kar je, zato baš da obrne. Tako, ne, mislim, je treba dati še rokco na srce pa povedati, da so podjetja, ki veljajo za tehnološka, ne? Ja. Pipistrel, deležna določenih subvencij. Se si jih zaslužijo, sploh ni problem. Kaj pa je problem? Ne? Problem je to, da en poslanc svoje delo tako nizko ceni, da prevzame marksistično tezo o bazi in nadstavbi, okrog obrne in reče, da je danes edina baza management, vse ostalo mora biti pa hvaležno za to, da živi, ne? In istočasno ne pove, da z vsem spoštovanjem letala ravno tako niso nujno potrebna za to, da preživiš, izpuhi motorni ravno tako niso, eventualno igralni avtomati tudi ne. Seveda, to je oblika biznisa. Bil pa tam tudi zanimiv proizvajalec iz Prekmurja, gospod Kodila, ki pa dela paštete, hrano, ucvirke in tako naprej, ki bi se pravzaprav edini lahko kvalificiral v ta na izrok usta, ne? V ta res nujni del materialne baze, ne? Hec je bil, kad do besede ni prišel prav dosti. No, ampak dejansko gre za to, da so ti gospodje vsi seveda spoštovani in časti vredni, v tem sploh ni problem. Problem je v tem, kako je družbena debata na ta način postala povsem samoumevna in da poslanec državnega zbora svojega dela niti toliko ne ceni, da bi rekel, jaz sem tudi vreden svoje plače. Zato, ker konec koncev naredim toliko in toliko, ustvarjam okoliščine, zato da gospodarstvo lahko cveti, zato da šolstvo lahko funkcionira, zato da zdravstvo lahko funkcionira. Ne. On govori o socialni kapici in govori o predpostavki, da je treba prevzeti neko neoliberalno shemo za osnovo, vse ostalo mora biti pa hvaležno, da sploh živi in se upravičiti zato, ker eksistira, zato, ker živi. Mislim, kakšna zaigranost. In drugi so tekmovali s tem mnenjem, v smislu razen Mesca, so približno tekmovali s tem mnenjem, češ, prav imaš, mi imamo pa še bolj prav, ker smo še več za to logiko naredili. Ne? Mislim, porazno, ne? Ampak je hec, ne, veš, ko imaš ta trg sheme baza nadstavba, ne, pa neoliberalne
politične filozofije. Ne? To je bil katekizem neoliberalizma, kar smo zadnjič videli. Ne, ampak, a veš, da karambolira se z to najbolj pocen Marksovo shemo, ne, o bazi nadstavbi, ki je, ne, tako, če je kdo nekoliko bolj resno Marksove spise bral, ne, bo gotovo, pač, da se Marks zelo velikokrat od te lastne metafore, ne, v resnejših analizah ogradil, ne, oziroma, ne, se pri resnejših analizah izkaže, da je to treba zelo, zelo veliko rezervo jemati, ne, tle pa, ne, prišla skozi zadnja vrata pravzaprav na veliki oder, ne, in predpostavka, midva sva tudi realni sektor, ne, da se razumemo, ne, midva sva tudi del produkcije, ne, je logično. Ne sodva po tej schemi v nadstavbo, ki iz vreče jemlje, pač pa v vrečo prispevava, ne, ker vsakdo, tudi učitelji, tudi zdravniki, tudi medicinske sestre, tudi policisti. In dve stvari sta mi prišle takoj naprej iz te logike, ko so jo izvajali v nadaljevanju. Ne. Prva je bila Klemperjeva lingua terci imperij, ne. Se pravi, govorica tretjega rajha. Kaj iz tega vam prišlo? Ko se je taka govorica neoliberalna, identična, ampak identična govorica v 30-ih, se pravi prva polovica do konca 30-ih let v Nemčiji začela pojavljati, se je ta pamet reducirala na natanko to logiko, katere vrhunec je bila teza, ja, zdaj je treba nič drugega, kot samo red je treba narediti. Red pa bo, ne? No in na koncu tega reda je bila druga svetovna vojna in te debateri zdaj, ne, so v glavnem postavljali vsi brez skoraj, no, Mesec je bil izjema, so postavljali tezo, red moramo narediti, administrativne ovire moramo ustraniti, postopke moramo skrajšati, stvari moramo komprimirati, vlada mora imeti več moči, narediti moramo večinski sistem, zato da bomo lahko po mizi udarali in naredili red. To je prva stvar. Druga logika je pa tista, veš, iz knjige Zapori revščine, ne, ki govori o javno-zasebnem partnerstvu in daje za primer Giulianija v New Yorku, ki je vse klošarje pospravil iz ulic, naredil red in so bili ljudje vsi zadovoljni, kao, zdaj imamo pa mi red. V bistvu se je pa na koncu dokazalo, da je šlo za to, da je bilo treba z ljudi, ki ne nudijo odpora, napolniti zapore, ki so bili preprosto biznis. Polovico je dala država, polovico je bilo v zasebne investicije in je bil to izjemen biznis in so začeli iz nepomembnih prekrškov ali sploh ne prekrškov delati velike prekrške zato, da je posel stekel. Ne. In to vse v imenu reda in zdaj bomo pa po misli udarili. No in ta res pervertirana logika, ki udarja v prostor, je pa dejansko zamegljena z dejstvom, da se pa na ideološki ravni potem poskušajo pa razdeliti na levico pa desnico, ne zdaj mora pa levica desnica ustaviti. Mislim, kakšna perverznost. In na koncu, kaj je Janša storil in v čem bo njegov uspeh? Ne? Postavil se je v vlogo Boga, ki ga igra Morgan Freeman v enem od filmov, napravljen v belo, ne? In drugega ni naredil kot nastavil je belo, veliko volilno košaro, v katerega so leteli glasovi tisti, ki se med sabo prepirajo o tem, kako oni so edini, ki te vrednote zastopajo in ga je treba brati pred njim. Ne? Neverjetno. To se pravi, taka kratkovidnost, ne, je nezaslišana pravzaprav. Je sicer pogojena z mednarodnimi konteksti in logično tudi recimo najbolj pomembne stvari, ki se dogajajo, to, da je Janša zdaj v zaledju dobil kapital in denar od Orbana, ne, ki se pač večer razpisal, to sem prebral v enem zelo takem dokazljivem loku in tako naprej. Vse te zadeve so... Pa Mladina tudi že pred tem. Ne, pa Mladina, skratka mediji, ne, ki to zasledujejo, ne, uspešno, ampak to so argumenti in kdo argumente še hoče poslušati. Ne? Imamo ubit javni prostor, hvala nacionalna televizija, ki so delali na tem cel mandat, da je javni prostor ubit in da se tam dogaja neka kvazi korektnost, v kateri se nič ne pove, pa veliko govori, zato da je vsakdo lahko rekel, da je prišel do besede, ker smo vsi plačevali na naročnino, na TV naročnino. In mi imamo danes stanje popolnoma ubitega javnega prostora, in bomo imeli temu primeren rezultat. Se mogoče bo to za časopise, za nas dobro, ne? Zaradi tega, ker podobno je bilo v Ameriki, ko je zmagal Trump, ne gre v naklade časopisem gor, ker debata nekje vendar mora laufati. Ne? In elektronski mediji, recimo CNN, ki je bil prej za
zelo povprečen, zdaj postaja dober, ne? Ker ga jaz poslušam, imajo zelo relevantne debate, zelo konfrontirajo dileme demokracije, zelo kvalitetno in tako naprej. Mogoče bo to za nas dobro, ne? Ampak v skupnem seštevku katastrofa. Jaz mislim, da ja, pa ne zato, kakšen bo izid volitev, ampak zato, kaj je pripeljalo do tega stanja, ne? Do volatilnosti volilnega telesa, ki nima več prepričanja. Se pravi, prvo, kar je, se ga opredeljuje za manjše zlo na volitvah, tudi jaz, prvič povem, ne vem, kaj bom volil še. Jaz sem eden od teh, ki si rekel, ne? Utekočinjen volilec. Ne, ne vem, kaj bom volil. Ne? Jaz sem plinast. Ne? Ja, jaz sem pa tekoč. Ne? Sej, skratka, lej, to bo treba še videti, kaj voliti. Ampak prva logika, ki se te vsiljuje, je via negacionis, negativna logika. Ne? Se pravi, voliš ne tega. Ne? Se pravi, mislim, jaz pa vendar je tako, veš, če se potrudim, ne? Ja. In če iz teh črepin na elektronskih medijih, ne? Ja. Grem kaj sestaviti, in če si seveda ob tem izdatno pomagam, tudi s tem, kaj je bilo v Sobotni, kaj je bilo v Delu napisano, ne, potem lahko sestavim zlasti v pomoči tega, kar je bilo napisano, ne, pa vendarle neke predstave, kaj so politični programi. Tisto, kar obžalujem, je to, da gospod Janša ni dal intervjuja Delu. Ne? To je klasika. Je prošnja bila na stranki, vendar vprašanj, ki bi bila relevantna za naše občinstvo, nismo mogli zastaviti. Jaz kot urednik ne bi prošen dajal, jaz bi naslavljal ponudbe. Ne? Mislim, mi smo suvereni, a ne upam, da smo. Ne? Mi ponudimo, ne, prostor. Prošnja, ne, veš, če imaš neke manire, napišeš, ponudiš. Prosim vas, če lahko naredimo intervju, ne, in kad napišeš besedo, prosim, dajmo reči, da je to prošnja. A veš kaj, jaz mislim, da se lahko zgodi to, kar se je Italiji zgodilo, ne, ker mislim, 3 desnice so zmagale, a ne, vse skupaj je pa tam po volitvah vplina s tem po tekočem stanju, ne. In 10 let je Evropska unija ignorirala to, kar so Italijani resnično trpeli, to je bila pa Lampedusa, a ne. Ker se je predimenzioniral problem, ki ga je v bistvu povzročil cel svet. Amerika ga je povzročila za uničenjem Gaddafija, tam se je naredil koridor, v tem koridoru se je dogajalo begunstvo, vmes se je pa dogajal biznis. Italijani so pa to prenašali. Prepričani Evropejci so postali anti-Evropejci, desnica je v 3 segmentih zmagala, zdaj se pa zmeniti ne more v ničemer. In se bojim, da bomo mi to stanje zdaj dobili. Zaradi tega, ker imamo dominantne stranke, praktično vse stojijo na desni. Ko praviš desnica, ne, mislim, tle je treba biti, veš, po mojem bolj natančen, ne, mislim, veš, to ni, če govoriva o Italiji, ne, to ni desnica turinskih industrialcev, ne, to ni desnica prosvetljenega kapitala. To ni liberalna desnica. Ja. To ni desnica kreativnega kapitala iz Milana, ne. To je desnica, ki je precej drugačna od pojma desnica, ki smo ga poznali v času, ko je krščanska demokracija obstajala tudi kot nek glasnik, ne, poenostavljeno rečeno, interesov tako industrijskega kot recimo finančnega ali pa trgovskega kapitala, ne? Do neke mere, ne? Zdaj poenostavljam. Ne? Tako da imamo tudi pri pojmu desnica danes znatne težave. Ne? Ja, zakaj? Zaradi tega, ker se ta desnica pravzaprav napaja iz glasov ljudi, ki bi jim pa lahko rekli tudi lumpen proletariat. Ne? Sej, prenos težišč, a veš, iz klasičnih vsebin simbolov v fluidne, ne, je evidenten, ampak skupni imenovalci je občutek ogroženosti skozi zapuščenost od Evrope v primeru Lampedusa. Ne? In to jih je zorganiziralo, potem imaš pa demagoge, ki skočijo v prostor tega nezadovoljstva in začnejo razpihovati pač majhen plamenček do ognja, ne? Tako to laufa. In zdaj je tudi recimo pri kohezijskih skladih, oziroma pri kohezijskih proračunih,
Evropska unija zdaj zelo bila občutljiva, da Italiji da več denarja. Mi smo dobili manj, hvala Bogu, Poljaki bistveno manj, čeprav razumem Madžari in tako naprej. Stvar se kohezijsko premika bolj proti jugu, Bolgarija, Romunija, ki so do zdaj dobili zelo manj, ampak Italiji pa ne. Italijani bojo pa dobili več, ne. Kar je prav, če mene vprašaš, ne, v tem primeru. Ampak je pa rahlo dvolično, ne, ker Italijani so 10 let opozarjali, da je treba solidarnost na področju migracij in emigracij razpršiti po celotni Evropi in do tega zauzeti neko enotno stališče. Vsi so ignorirali problem, Italijani so pa to potrpežljivo prenašali. Realno prenašali. Slovenija ni prenašala nič, pa cela desnica, ta desnica slovenska, se pravi v smislu nacionalna desnica, ne, praktično celo kampanjo stavi na migrante, mi imamo jih pa 200. Ne? To je perverzno. Ali pa 300, kakšna je razlika? Ne? Mislim, ja, za 100, ne? Ja, to je pa res veliko, ne? Mislim, za 50%. Ja. No, skratka, to je perverzno, ali pa recimo tisto, kar je SLS naredila, se mi zdi, da je pa daleč najbolj perverzno, ampak nihče ne opazi, zato ker so marginalni že, ne? Ampak da so pa stavili tisto na slovensko ideologijo, mislim, pri klanju obrednih živali v mesnicah, to je pa že nedostojno, to je pa že razpihovanje sovraštva. Ampak velja pa pozdraviti odločitev soproge voditelja Slovenske ljudske stranke, ki je pa v Celju se udeležila množičnega sprejema tega turškega igralca, kar pravzaprav kaže, da si cinik. To kaže na to, da si cinik. Kdo, jaz? To je prvi Turk, ki je bil sprejet z odprtimi rokami tukaj in to strani najširših ljudskih množic oziroma strani tistih množic, ki hkrati kurijo kresove, češ da Turki prihajajo. To si povedal v širokim ljudskim množicam razumljivem jeziku. In to je fakt. Ne? Ampak to, kar se bo zgodilo, je odsotnost vseh konceptov. In ta spopad ali pa ta napad proti, se kot rečeno, jaz imam glede levice zelo ambivalentna čustva. Cel mandat se niso mogli zmeniti niti o barvi, ne bom rekel česa, poenotiti, ampak koncepti, ki jih je Mesec zdaj izražal, so bili pa edini konkretni, taki pravi. Dobro, so na ravni tega gospodarskega izrekanja, ne bom rekel, tudi recimo pri SMC in tako naprej, so padale neke teze in so po mojem mnenju deloma seveda tudi pravilne, pač da če moramo zagotavljati neko gospodarsko rast in vse te stvari, ampak to je ideologija, ki ne rabaš veliko bencina za to, da fejst gori. Tisto, kar je pa bazično, ampak res bazično, je pa to, da ne smemo zapustiti tipa družbe, ki gravitira proti skandinavskemu modelu, če ne bomo izgubili kakovost družbe, državo, pa še nacijo, pa še narod. In zato se mi zdi, da v prihodnosti bodo res velike teme tudi v kritiki Evrope, če hočeš. Recimo v teh bazičnih segmentih, tako kot je zdravstvo, tako kot je šolstvo in debatirati, a moramo mi res otroke že v sami osnovi zajeti, ker to zdaj naši strokovnjaki fejst raziskujejo, bomo temu sledili, a je treba zajeti in graditi avtonomne osebnosti ali že v vrtcu cepati storilnost, zato da bodo nekoč inženirji nekemu podjetju iz Nemčije, iz Amerike, iz ne vem čega. Skratka, Slovenija je še sposobna te debate in tudi na to sva zadnjič opozorila z dr. Mencingerjem v intervjuju, lepo povedal, se je tako rekoč razglasil za poslednjega Mohikanca, rekel, jaz sem pa še zmeraj socialdemokrat, meni pa te vrednote še zmeraj nekaj pomenijo. Se mi zdi, da to, kar se je včasih zelo veliko govorili, pa malo mislili, zdaj zelo umanjka, tudi na ravni govorjenja že umanjka. Zdaj bi bili vsi kar neoliberalci in vsi bi se s pepelom posipali proti z spoštovanjem podjetnikom, češ, da jih nismo vredni, zato ker živimo na drugi ravni kot oni, ki kujejo kapital. Vse to je grozen. To je popolnoma grozen. Pejte volt in odločite se, kar mislite, da je prav. Hvala lepa.